Srečanje starejših občanov mestne četrti Center in Ledava Murska Sobota. Razstava Razkošje grofov Šapari v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Regijsko srečanje v Pomurju v okviru priprav na 6. slovenski podeželski parlament. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Tudi danes smo z vami, da skupaj pogledamo dogajanje v Pomurju. Mestna občina Murska Sobota je skupaj s krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi organizirala teden starejših občanov, skozi katerega je namenila posebno pozornost in pomoč starejšim. V tednu starejših občanov, ki sta ga organizirala mestna občina Murska Sobota in mestne četrti Murska Sobota, je v prijetnem in sproščenem vzdušju v prostorih restauracije Zvezda v Murski Soboti potekalo srečanje starejših občanov mestne četrti Center in Ledava. Dogodek sta popestrila kulturni program ter pogostitev, ki je omogočila, da so se udeleženci v mirnem vzdušju ponovno povezali s starimi znanci in prijatelji. Na srečanju starejših občanov smo povprašali, kaj menijo o srečanju in s kakšnimi izzivi se srečujejo upokojenci. So veliki. Današnjega srečanja se veselim. Še bolj vesela bi bila, če bi imeli v Murski Soboti, zdaj, ko več imamo Diane zase, mislim tudi za naše prireditve, kakšen prostor, kot ga imajo mladi, recimo Mik, da bi tudi starejši, ki nas je v tem mestu zelo veliko, svoje prostore bi bilo srečanje tam. Sprva je upokojitev izziv, v zrelejših letih pa je čas uživanja in polnega življenja. Jaz moram reči, da sem se z upokojitvijo pred 17 leti zelo težko sprijaznila. No, zdaj mi je pa všeč. Srečanja mestnih četrti, kot sta Center in Ledava, krepijo povezovanje med prebivalci, omogočajo izmenjavo izkušenj in krepijo občutek skupnosti. Mestne četrti Murska Sobota, se pravi danes mestna četrt Center in mestna četrt Ledava, sodelovanje z mestno občino Murska Sobota pripravljajo srečanje starejših občanov. To je v sklopu tedna starejših občanov. Mestna občina Murska Sobota na tem področju izvaja različne aktivnosti. Eno od teh je tudi današnje srečanje. Prav tako pa bo tudi v četrtek, 13. novembra, srečanje ostalih treh mestnih četrti, mestna četrt Park, mestna četrt Turopolje in mestna četrt Partizan. Vsako leto se število udeležencev povečuje, kar dokazuje, da je čas, ki ga podarimo drug drugemu, tisti, ki res polepša dan in poveže skupnost. Število starejših nad 70 let je vsako leto večje. Se pravi, letos imamo v Murski Soboti takih občanov 2479. Lansko leto je bilo 2435, se pravi, vsako leto narašča, tudi na ravni mestne občine Murska Sobota, se pravi, okrog 3800 takih občanov, to število narašča. Po tradicionalni navadi vsako leto poteka srečanje starejših občanov, druženje pa je bilo razdeljeno na dva dela po mestnih četrteh, da so se lahko vsi prijetno in varno udeležili dogodka. Leto je spet okrog in že po tradicionalni neki navadi se vsako leto v mesecu oktobru in novembru srečamo z starejšimi, torej starejšimi nad 70 let. Dejansko pa ta srečanja potekajo tudi v vseh primestnih naseljih. Zdaj, ker v Murski Soboti žal nimamo več neke dvorane, kjer bi lahko bili vsi naenkrat, smo morali to druženje razdeliti na dva dela in sicer po mestnih četrteh, ampak kljub temu verjamem, da bo tudi na takšen način dejansko učinek dosežen, kajti starejši si želijo srečanja, tudi neformalnega takšnega druženja in prav je, da se kot mestna občina spomnimo na njih, ker so tudi oni tisti, ki so v prejšnjih desetletjih generirali nekako življenje in samo našo mestno občino. Zato je prav, da ta srečanja tudi so, da pridemo vsaj enkrat na leto mogoče bolj množično skupaj in se nekako tudi podružimo in poveselimo. Mestna občina Murska Sobota tako omogoča upokojencem poseben sklop aktivnosti za podporo, druženje in aktivno preživljanje časa. Ja, mi dejansko tudi preko razpisov na sociali in zdravstvu nekako imamo en sklop tudi za upokojenska društva
ki prijavljajo svoje programe, ki jih izvajajo za svoje člane in tudi preko tega razpisa potem denar razdelimo. Prav tako se na razpis prijavljajo tudi humanitarne organizacije, ki pa z svojo aktivnostjo pomagajo določenim ranljivim skupinam oziroma tistim, ki so pomoči potrebni. Tako da nekako se trudimo, da ta fond v proračunu ostane vsaj v isti višini, da potem društva in te organizacije lahko tudi izvajajo svoje programe, ki so pa predvsem namenjeni socialno šibkejšim in pa starejšim. Prav tako imamo v mestni občini uvedeno storitev Prostofer, ki se ga starejši prav tako poslužujejo, namreč prevoz do zdravnika je včasih tudi za njih težava, tako da na več nekih načinov poskušamo seveda, da tudi oni potem dobijo tisto, kar potrebujejo. Geslo srečanja Pokloni čas, polepšaj dan lepo povzame pomen dogodka. Majhne geste pozornosti in čas potrjujejo, kako dragocen je vsak trenutek, ki ga preživimo skupaj. Ob 70. obletnici delovanja Pomurskega muzeja Murska Sobota je bila v razstavnem prostoru gradu v Murski Soboti odprta osrednja razstava Razkošje grofov Sapari. Z razstavo pod naslovom Razkošje grofov Sapari Pomurski muzej Murska Sobota obeležuje 70 let svojega delovanja. V prostorih soboškega gradu se po skoraj stoletju znova srečajo dragoceni predmeti, ki so nekoč krasili igralske sobane družine Sapari, nekdanje lastnike gradu. Razstava obiskovalcem ponuja vpogled v razkošno življenje plemiške družine, ki je za svojim vplivom in kulturno zapuščino zaznamovala podobo Murske Sobote in širšega Pomurja. Letos muzej praznuje 70 let svojega delovanja in kot neko glavno razstavo, ki bo nekako dodatno obeležila to praznovanje, smo nekako upali, da bomo dobili to opremo, ki je bila od grofov Saparijev, ki je bila razprodana na aukciji leta 1930-1931 in da bi to odpeljano v druge muzeje in da bi na ta način nekako obeležili to praznovanje in tudi širši javnosti pokazali, kaj vse je bilo v tem gradu, kakšne izredno bogatstvo, se pravi ne samo pohištveno, ampak tudi slike in tudi nekako to zgodbo o tej razprodaji tudi predstavlja širši javnosti. Kot je povedal direktor Kerman, gre za občasno razstavo. Sicer pa tudi Pomurski muzej v svoji stalni razstavi ima kar nekaj predmetov, ki jih pa tudi celi rodovnik, ki so vezani na grofe Sapari. Več o tem, kateri predmeti so bili izbrani za razstavo, ki predstavljajo zgodovino družine Sapari. Kosi, ki se razstavljajo oziroma predstavljajo javnosti na razstavi Razkošje grofov Sapari, so vsi bili del notranje opreme njihovih bivalnih prostorov v prvem nadstropju, kjer danes domuje stalna razstava Pomurskega muzeja Murska Sobota. Pretežno gre za kose pohištva, imamo pa tudi nekaj okrasnih predmetov. Svečnik porcelanske manufakture Herent na Madžarskem, ki je ime, ki ga Prekmurci, da ne rečem samo Sobočanci, kar dobro poznamo. Izredno zanimiva in nad vse dragocena je okrogla viseča ura, ki je sicer neznane izdelave, tudi sama letnica, postavlja se jo v drugo polovico 17. stoletja oziroma nekako v času okrog leta 1700 mora biti, ter nekaj slik, portretov vladajoče družine, ki je članom familije Sapari podelila te dobre uradniške funkcije, zmožnost napredovanja v karieri in seveda tudi dosmrtni dedni grofovski naziv, ki ga potomci soboških Saparijev še zmeraj lahko uporabljajo in ga nosijo v svojem srcu, kako tudi vemo od občasne korespondence s katerim od teh članov, ki se še zmeraj spominja te dediščine, izgubljene, ampak nekdaj pred skoraj dobrim stoletjem še zmeraj njihove. Na vprašanje, katere člane družine Sapari bi v Pomurskem muzeju izpostavili kot najbolj vplivne?
Za večino teh predmetov, ki so danes na razstavi in k nam prihajajo iz Narodnega muzeja Slovenije, iz Pokrajinskega muzeja Maribor ter z Avstrijskega zgodovinskega muzeja, Univerzalnega muzeja Joanneum, torej zgodovinski muzej kot njihova enota muzejska, so zaslužni člani družine od 18. stoletja dalje. Tu se pojavlja ime Peter Ignac ter njegov sin Janez in brat Janezov Jožef kot trije člani, ki so prvi dosegli tako nazive kot neko statusno pozicijo v okviru same monarhije. Prav za Soboški grad in za Mursko Soboto pa je najpomembnejši v 19. stoletju živeči grof Geza Sapari, ki poleg bogate poklicne politične kariere leta 1894, vsega 4 leta pred njegovo smrtjo, pride do zajetnega dela dediščine beneške družine Morosini-Gaterburg. Na razstavi so prvič na ogled kosi izvirne grajske opreme in okrasja, ki so bili razprodani pred več kot 90 leti. Združujemo predmete, ki jih danes hranijo javne zbirke Narodni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Maribor in Graški Joanneum. Iz Pokrajinskega muzeja Maribor, če omenim najprej nam najbližje muzejske sosede, prihajajo 4 kosi čudovite, pozlačene sedežne garniture ter 2 vitrinski omari, se pravi omari, katerih sestavni del so tudi steklene vitrine, da se je dalo videti vsebino. Največ predmetov, kar 15 kosov, nam posoja Narodni muzej Slovenije in večina teh predmetov, čisto vsak kos pohištva, da tako rečem, je nekoč stal v enem samem prostoru, salonu grofice oziroma damskem salonu, ki ga imamo na stari dokumentarni fotografiji iz časa 1895 do 99, posnel pa jo je madžarski fotograf, ki je prav z namenom, da naredi privlačne razglednice, da nekoliko predstavi to imenitno grajsko stavbo v Murski Soboti sredi takratnega grajskega, danes mestnega parka. Potem pa imamo še portrete vladarske družine Marija Terezija, avstrijska nadvojvodinja, cesarica. Naziv je seveda lahko koristila zaradi soproga Franca I. Štefana Lotarinškega, ki je kot moški mogel biti izbran in kronan za cesarja, njunih 3 najstarejših sinov, ter para, njena mlajša sestra in njegov mlajši brat, ki sta prav tako sklenila zakonsko zvezo. Vsi ti portreti so nekoč bili sestavni del sobe Marije Terezije, kakor tudi okrogla, viseča ura, ki sem jo že omenjala. Ta ambient, izvzemši uro, in pa pozlačeni namizni set, ki ga razstavljamo na stalni razstavi v prvem nadstropju, tukaj pri nas v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Vsi ostali elementi sobe so danes v posesti oziroma v zbirki Graškega Joanneuma, niso razstavljeni, soba je razmontirana, vsi ti leseni paneli se hranijo lepo zapakirani kot ena velika sestavljanka, kosi pohištva so dobili svoje novo mesto v zbirkah, portreti pa so, kot rečeno, do konca maja pri nas na ogledu in to je res edinstvena priložnost, da vsi predmeti, katerih povezava je družina Sapari in Soboški dvorec, se najdejo v nekem skupnem prostoru, našem razstavišču, v 3 sobanah na ogled, kajti dvomim, da bo še kdaj ta konstelacija teh res razkošnih, prelepih predmetov skupaj na ogled. Razstava bo odprta do maja 2026. V prostoru kulturnega in upravnega središča Sveti Jurij ob Ščavnici so v okviru regijskega srečanja v Pomurju potekale priprave na 6. slovenski podeželski parlament, na katerem so zbrani razmišljali o demografskih in socialnih spremembah na slovenskem podeželju. 3 lokalne akcijske skupine v Pomurju, Las Prlekija, Las Goričko in Las pri dobrih ljudeh, so v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja v kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici pripravili regijsko srečanje v Pomurju v okviru priprav na 6. slovenski podeželski parlament. Imeli bomo po vsej Sloveniji 9 regionalnih srečanj
in izvlečke iz teh regionalnih srečanj bomo potem soočili na 6. slovenskem podeželskem parlamentu junija prihodnje leto. V letošnjem letu bomo pa izvedli regionalna srečanja. Podeželski parlament poteka od leta 2011, se pravi več kot 10 let zgodovine imamo z tem v Sloveniji, medtem ko naprimer na Švedskem imajo to vrstno prakso participativne demokracije, kot ji rečemo, več kot 30-letno zgodovino. Podeželski parlamenti se organizirajo tudi po drugih državah sveta. Pred kratkim smo se vrnili iz 6. Evropskega podeželskega parlamenta, kjer smo se zbrali iz 40 držav. Seveda praksa podeželskih parlamentov pa poteka v 20 državah. Namen podeželskih parlamentov je, da zberejo glasove tistih malih ljudi, ki se sicer ne morejo oglasiti preko politike ali medijev ali kakršnih drugih kanalov. Zato rečemo, da so podeželski parlamenti pravzaprav glavno orodje participativne demokracije. Ta je pravzaprav v Sloveniji in tudi drugod po svetu v velikem deficitu in zaradi tega želimo dati ljudem več priložnosti, da se oglasijo. Mi bomo tokrat v Pomurju, se pravi z 3 pomurskimi lasi, Las Prlekija, Las Goričko in pa Las pri dobrih ljudeh, smo pripravili seveda izhodično tematiko v zvezi z demografijo. Demografija je rak rana Evrope in sploh tudi seveda Slovenije. Po demografiji pa se bomo razdelili v 3 delavnice. Ena bo obravnavala problematiko mladih, druga delavnica bo obravnavala problematiko turizma na podeželju in tretja se bo soočila z konflikti na podeželju. Kot je povedal Šoster, bodo izvlečke iz prihodnjega 6. slovenskega podeželskega parlamenta predstavili v državnem zboru. Najprej seveda na kakšni komisiji ali 2 parlamentarni, potem pa tudi v samem državnem zboru bomo tisto najbolj akutno problematiko izpostavili in upamo seveda, da bo takrat že konstituirana nova vlada, se pravi jeseni prihodnje leto, prej se to ne bo zgodilo, da bomo imeli dobrega sogovorca za reševanje teh problemov, ki jih zdaj zaznavamo po terenu. Lokalne skupnosti so tiste, ki na področju podeželja dajejo utrip in vizijo življenja, je pri tem poudaril župan Vrzelj. Danes bodo mogoče te obravnavane teme dale neke predloge tudi naši državni politiki, kako se opredeliti do tem, ki bodo danes tukaj obravnavali in da bo potem tudi, bom rekel, sama zakonodaja nekako bolj prijazna, da je to besedo izrazim do podeželja, do naših ljudi, ki živijo v tej kraji. Ob tem je župan izrazil kritiko, da se slovensko lokalno podeželje premika v napačno smer. Demografske težave, potem infrastrukturne težave, težave javnih zavodov in še bi lahko naštevali. To so izzivi, s katerimi se manjše podeželske občine, kot je naša, ukvarjajo in dejansko bomo tu mogoče tudi preko te inštitucije, se pravi preko dogodka, ki se danes odvija, bomo tudi lahko ene stvari dorekli in predlagali odločevalcem v Ljubljani, da stvari nekako speljejo tako, kot bi si mi želeli. Slovensko podeželje se danes sooča z izzivi, kot so staranje prebivalstva, odhod mladih, omejene zaposlitvene možnosti, slabša infrastruktura, pritiski na kmetijstvo ter ohranjanje kulturne in naravne dediščine. Več o tem podpredsednica Društva za razvoj slovenskega podeželja, magistrica Metličar. Slovensko podeželje kljub vsem svojim lepotam in kvaliteti, ki jo ima, se trenutno lahko sooča oziroma tendence kažejo, da se bo soočalo z konflikti na podeželju, predvsem s tem pomanjkanjem kmetijskih površin oziroma večanjem stanovanjskih potreb, bivalnih potreb na podeželju in tudi razvoja gospodarskih dejavnosti posledično na podeželju. Na drugi strani se sooča z pomanjkanjem povezanosti med različnimi gospodarskimi panogami in pa to sobivanjem teh panog na podeželju, pa tudi z podmladkom, z demografskimi problemi in pa z aktivacijo podmladka v aktivnostih na podeželju.
Na vprašanje, ali bo skupna kmetijska politika Evropske unije pomembno prispevala k razvoju slovenskega podeželja, magistrica Metličar odgovarja. Ja, mi si resnično želimo, ker v sklopu 17-18 let, kar traja LIDER na območju Republike Slovenije, se je z tega naslova izvedlo okoli 3600 projektov, ki so dejansko posredno ali neposredno prispevali k dvigu kvalitete življenja na podeželju, ker je to pač področje in pa ukrep, ki je primeren oziroma predlagan izključno za podeželska območja, saj vsi vemo, da so mestna središča in pa območja za več kot 10 000 prebivalci izvzeta iz samega programa, zato ker imajo tudi druga sredstva financiranja. Slovensko podeželje se, kot je povedal Tomaž Cunder, predstavnik Društva za razvoj slovenskega podeželja, sooča z zelo hitrimi in intenzivnimi spremembami, tako na demografskem, kot tudi na socialnem področju. Vse te spremembe občutimo tako tisti, ki živimo na podeželju, kot tudi tisti, ki se na različne načine ukvarjamo z razvojnimi vprašanji. Spremembe so vidne, tudi merljive, kar bom poskušal tudi v svojem predstavitvenem predavanju pokazati. Katere rešitve na področju demografije predlagajo v društvu? V Sloveniji se v zadnjem času soočamo z zelo neenakomernim demografskim razvojem. Prebivalstvo se nam kopiči v glavnem ob tem avtocestnem križu in pa še v teh suburbanih območjih okoli Celja, Maribora. Vsa, predvsem obmejna področja, pa se demografsko praznijo. Ravno Pomurska regija je tista, ki doživlja na eni strani demografsko nazadovanje, še bolj zaskrbljujoče je pa staranje prebivalstva, kar kažejo različni koeficienti, ker praktično ni občine, ki se ne bi soočala z staranjem prebivalstva. S tem smo, vsaj po mojem mnenju, precej odstopili od tako imenovanega policentričnega razvoja, ki smo ga dolga leta spodbujali v Sloveniji, ko smo poskušali čim bolj enakomerno razvijati ne samo center, ampak tudi obrobne regije, in jaz mislim, da rešitev bo morala biti dosti podobna, sicer z drugimi inštrumenti, z drugimi finančnimi spodbudami, ampak če bo šel razvoj tako naprej, bomo se naenkrat soočili, da bomo imeli cela območja prazna. Upamo in želimo si, da bodo ključne potrebe lokalnih območij, ki bodo izpostavljene skozi podeželski parlament v letu 2026, slišane v državnem zboru in tako uresničene v korist uspešne prihodnosti slovenskega podeželja. Drage gledalke in gledalci, sočutje za ohranjanjem tradicije in narave ohranja korenine in širi krila v prihodnost. Lep pozdrav in nasvidenje do prihodnjič.